O izraelsko-palestinskih spopadih v Gazi komentar dneva Matej Janković. 2 tedna sta pretekla od izraelskega napada na Gazo. Združeni narodi so se prvič zganili in sprejeli resolucijo, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja. Presenetljivo ZDA niso vložile veta, a kot edina zadržana članica Varnostnega sveta, kot da bi Izraelu na tiho ponujala možnost pričetka 3. faze čiščenja Gaze. Medtem rakete streljujejo že iz Libanona, Izraelu pa tudi ni uspelo izpeljati farse z 2-3-urnima premirjema, ko naj bi prispela humanitarna pomoč 1,5 milijona dušam s fizičnimi potrebami. Izraelska vojska napadla vozilo Rdečega križa, enako dan poprej, eden je bil ubit. Humanitarni delavci pa so pobrisali kopita. A Francozi in Egipčani so že skovali načrt za prekinitev ognja, ki pa še čaka na žegen Združenih držav Amerike. Uradni Tel Aviv zavrača povratek statusu quo, še najraje bi videl eliminacijo Hamasa. Slednji pa naj bi bil proti koncu tedna le obveščen o tehničnih vodikih procesa. Živimo v času, ko se za razsojo dilem in konfliktov najraje zatečemo k številom. Če ni dovolj seštevek preminulih, razmerja žrtev na eni in drugi strani ali pa števila mrtvih otrok in tako naprej, se oglejmo kronologijo zadnje eskalacije nasilja in statistiko druge intifade. Tokratnemu izbruhu nasilja botruje izraelski uboj Palestinca 4. novembra, ki se je zgodil po več mesecih premirja brez izstreljene rakete z Gaze. Hamasova reakcija jasna, 4. november pa je eskaliral v trenutno morijo. Statistika ubitih na eni in drugi strani, ki jo beleži izraelska človekoljubna organizacija B'Tselem, priča, da tokratni dogodek ni osamljen. V zadnjih 8 letih se v 79% primerov začasen premor v konfliktu končal z izraelskim napadom. Le 8 jih je zakrivila palestinska stran, v 13% primerov pa sta strani napadli, ubili usklajeno. Se sploh kaj spremenilo? Pred slabimi 100 leti so sionistične skupine organizirane v paravojaške skupine imele enostavno strategijo. Kot je zapisal George Bisharat, univerzitetni profesor, palestinske vasi so bile najpogosteje napadene iz 2 ali 3 smeri, cesta proti najbližji arabski državi pa je ostala odprta. Prebivalci Gaze tokrat nimajo več nobenih odprtih cest. Za trenutno stanje je še najbolj odgovoren izraelski predsednik vlade Ehud Olmert. Ta se v zgodovinske anale ne želi zapisati kot politik, ki prejema podkupnine, ali pa predsednik, ki mu ni uspelo obračunati s Hezbolahom. Na hitro, na plečih svojih vojakov in žrtev v Gazi si želi zgraditi svoj piedestal, prav tako kot zunanja ministrica Livnijeva, ki Olmera želi naslediti in ob tokratnem konfliktu najpogosteje brusi jezik. Veliko jih pogleduje proti molčečemu Baracku Obami. Ta se je zgovoril, češ Bush je še vedno predsednik, da si ravno Obami poprej ni bilo težko komentirati raznih dogodkov. Najverjetneje tokrat molči, da si zagotovi po ameriško sladkobno inauguracijo konca meseca, tej pa bo sledila malo bolj iskrena podoba novo izvoljenega. Pa da vidimo, če bodo ZDA prekinile z rekordnim vlaganjem veta v zvezi z Izraelom v Varnostnem svetu Združenih narodov.